Lepo pozdravljeni v oddaji oziroma podcastu Odmev tedna. Ta teden dogodke komentirava z našim rednim komentatorjem, to je dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni, dr. Turk. Dober dan. Greva kar k osrednji osebnosti tega tedna, pa tudi prejšnjih že, to je seveda naš predsednik vlade, dr. Robert Golob. Zdaj, okoli njega se je spletlo veliko kaznivih, nekaznivih, sumljivih dogodkov. Takole zdaj KPK, to se pravi Komisija za preprečevanje korupcije, je posebej izpostavila, da je leta 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotića v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Potem pa je svojo takrat še partnerko večkrat dopustoval v hiši tega poslovneža. In potem je tudi Ljubljansko okrožno sodišče prejelo in je bila vložena zahteva za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, kjer je, kot vemo, domnevno predsednik vlade Robert Golob zahteval, da počisti janšiste v policiji, v zameno za to pač pa bo imenoval kolega na mesto v policiji. Skratka, šlo je za neko obljubljeno nagrado oziroma menjavo. Torej, kaj zdaj kaže? Bi moral dr. Robert Golob odstopiti? Je to dovolj za odstop? Je to pravzaprav samo neka predvolilna igra? Kaj si lahko mislimo o vsem tem? No, najprej odgovor na to zadnje vprašanje. Če bi se dr. Golob držal tistega, kar je sam obljubljal v predvolilnih soočenjih, pa kmalu po volitvah, kako bo on odstopil, če bo proti njemu uvedeno to in to, potem bi seveda moral odstopiti. Ampak eno so predvolilne obljube, drugo je tisto, kar potem so ljudje pripravljeni zdaj, po volitvah. To, kar ste zdaj omenili, imamo video posnetek, da bomo tole malce utemeljili. Zdaj poglejmo, kaj je res obljubil takrat pred volitvami. Bi odstopili s premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Res verjamem v pravno državo in verjamem, da takrat, ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj zelo narobe s politiko, da ta mora sprejeti odgovornost. Izvolite, to je vaša poanta. Eno so obljube pred volitvami, drugo je pa potem pijanost od te oblasti, ki je pravzaprav rdeča nit Golobovega mandata. On je res zelo močno zmagal, ima zelo udobno večino, je depolitiziral vse, kar se je depolitizirati dalo, pri čemer mi dva razumemo, da tukaj ne gre za depolitizacijo v originalnem smislu, ampak gre za to, da je nastavil svoje ljudi oziroma simpatizerje, kjer je bilo to mogoče. V nekaterih sistemih, nekateri sistemi so pravzaprav že ves čas nekako prežeti oziroma prepojeni za nekimi bolj, kako bi rekel, kadri, ki so njemu simpatični oziroma ki so levi. In veliko problemov, s katerimi se zdajle sooča oziroma s katerimi se ga zdajle soočajo, je posledica prav te pijanosti od oblasti, od tega v smislu, kaj mi pa morajo, saj smo tako močno zmagali, saj smo vse počistili, saj lahko delamo, kar hočemo. Ne? In Karigador, zadeva depolitizacije policije, depolitizacija RTV-ja, in vse ostalo je posledica pač tega ravnanja, saj lahko počnemo, kar hočemo. Ne? In dejansko v veliki meri lahko počnejo, kar hočejo, ker je ta sistem zavor in ravnovesij, ki v normalnih demokracijah preprečuje prevelike ekscese oblasti, v Sloveniji povsem odpovedal. Odpovedal je pa zato, ker je država pravzaprav ves čas v rokah enega in istega političnega pola, ki mu potem seveda uspe v vse te ustanove, ki naj bi skrbele za ravnotežje in nadzor, nastaviti ljudi, ki so neki opciji simpatične oziroma ki so levi opciji dosti bolj simpatične kot desni. Tako da takrat, kadar imamo slučajno po nekem naključju desno vlado, kadar je vlada Janeza Janše, takrat sistem zavor in ravnovesij še predobro deluje. Imamo nadzor steklih psov, čuvajev, novinarjev, vseh mogočih inkvizicijskih organizacij od Komisije za preprečevanje korupcije naprej. Kadar je pa vlada leva, gre pa precej bolj
z rokavicami vse skupaj. Ja, in pravzaprav to depolitizacija, velikokrat je govoril tudi o dejanšizaciji. Ne? To se pravi, to je popolnoma neustavno, da ti praktično preprečuješ, recimo na RTV Slovenija, pa tudi v drugih ustanovah, da ljudi v bistvu umakneš zaradi političnega prepričanja. Se kaj pa to je? Se to je na nek način lustracija opozicije, politične opozicije. To se je začelo pravzaprav že v času kolesariata, ko so tudi takratne opozicijske stranke sebe imenovale kot stranke demokratičnega loka. Skratka, one so rekle, tisto, kar smo mi, je demokracija, če mi zmagamo, je demokracija. Tista druga stvar, to je pa tudi gospod Golob pred volitvami večkrat rekel, tista druga reč je pa fašizem, o katerem so potem govorili, da je to janšizem, ne? In ga je treba ustaviti, fašizem, janšizem, janšiste in tako naprej. In ko zdaj govorimo o tehle aferah, o katerih se snemajo Tarče, o katerih govorijo na podcastih, o katerih govoriva midva, se mi zdi, preveč pogovarjamo o nekih tehnikalijah, ali je bil zdaj SMS narobe, ali je zdaj bil, ne vem, neko počitnikovanje tamle v Istri narobe. Ne pogovarjamo pa se o bistvenem, kar ste vi zdajle začeli. In to je ta zloraba in ta samopašnost oblasti, ki pravzaprav poskuša svoje glavo samovoljno uvajati nek mehak avtoritarizem tukaj le v Sloveniji. Škandala, veste, je depolitizacija policije. Ne? Škandal ni to, a je zdaj z mečkano napačnimi besedami Robert Golob Tatjani Bobnar nekaj naročil. Ali je zdaj to korupcija, da je rekel, če tega ne boste naredili, boste izgubili službo. Ne? To so zdaj neke tehnikalije, okrog katerih naša črkobralska skupnost zelo rada diskutira. Ne? Ampak škandal je pa to, kar ste omenili, ne? Da se enemu političnemu polu ali pa polovici Slovenije pravzaprav jemlje legitimnost, da bi sodelovala v javnih organizacijah, da bi sodelovala v javni razpravi, da bi bili njeni simpatizeri zaposleni, tako rekoč kjerkoli, ali na RTV-ju, ali na policiji, ali kjerkoli drugje. To je tisto, ne, zaradi česar je slovenska demokracija v nevarnosti, oziroma se mi zdi, no, da smo priča nekemu avtoritarnemu, populističnemu načinu vladanja, ki kolikor bliže so volitve, toliko bolj očiten postaja. No, poglejmo, kako je Janez Janša razmišljal o tem domnevnem ali pa nujnem Golobovem odstopu. Ja, zdaj, če bi gospod Golob danes odstopil ali pa jutri odstopil, potem naslednjo uro ne bi nihče več govoril o tej zahtevi za sodno preiskavo. Sicer se bo to mlelo, pa še mogoče bi prehitel ustanovitev stranke glavnega konkurenta, saj se ve, kdo ogroža pač ta rezultat Svobode, ne, to je stranka gospoda Prebiliča, ki nastaja. Zdaj, ali bo pač gospod Golob to naredil ali ne, jaz ne vem. Ali pa mogoče, ne, če bi to naredil, bi najbolj prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni in da ni več podložen tistim, ki ga posedijo na stolček tam v Ljubljanskem gradu, pa mu naročajo, kaj naredi. No, seveda je tu mislil na tisto znano sliko, kjer Milan Kučan naroča Golobu in sedita takole na vizavi na teh stolih ob neki prireditvi nagrado po tej prireditvi. Ampak vprašanje tu je, recimo zdaj, včeraj je šef KPK Šumi v javnost poslal pismo, v katerem je zahteval, naj Golob preneha z diskreditacijami KPK-ja v javnosti. Zdaj vprašanje, ki se tu pojavlja, je pravzaprav zakaj ni prej KPK to pisal. Vse je bilo ves čas, torej, lejte, vse se zdi, da potem v nekem trenutku, ko spet pride nekdo, ki na tem malem stolu vizavi govori, kaj je treba storiti, da spet ta nekdo reče, no zdaj pa napademo Goloba. Pa se to se dogaja že ves čas, se ta depolitizacija, dejanšizacija RTV-ja in tudi drugih ustanov zdaj že traja 2 leti, 3. leto in do zdaj smo kar dopustili vse to. Ja, jaz mislim, da je tudi en del teh vplivnežev, stricev iz ozadja, če bi temu tako rekli, na levi,
ocenil pravzaprav isto, kar ocenjujemo vsi ostali, da je to ena zelo, zelo slaba vlada, ki vlada slabo, ki ni naredila tako rekoč nič, ki sem in tja kaj obljubi, ki lepi besedo reforme na minorne popravke tega ali onega sistema, ki je uničila zdravstvo, ki je uničila konkurenčnost Slovenije, ki je Slovenijo naredila povsem nezanimivo za podjetnike, podjetništvo, ki je povečala in davčne in birokratske obremenitve. In so tudi, čeprav so iz tega miljeja dediščine socializma, so do Goloba kritični oziroma bi si želeli, da bi po volitvah, bog ne daj sicer, da bi bil Janša, ampak bi si želeli malo bolj sposobno vlado, morda vlado, ki ne bi tako močno poslušala levice in ulice in vseh mogočih avanturistov iz tiste strani. Jaz si tako razlagam, da ima toliko nekih formalno-pravnih težav Robert Golob ta hip. Ocenjujem pa, da to, da ne odstopi, je po eni strani tista znano pravilo, ne vem, kdo ga je izrekel, ampak v smislu komunist ne odstopa. Ne? To je eno. In drugo, se mi zdi, da pravzaprav s tem, ko ne odstopi, bolj svojo trmo in avtonomijo in, kako bi rekel, neko samopašnost, nek ego dokazuje, kot pa to, da je podložen nekim stricom. Skratka, teh stricov je več in tukaj v ozadju teče neka borba na levi, kako vendarle priti do bolj normalne leve vlade. Bo to recimo Prebilič, ki bo nova vlada? Jaz se bojim, da tako kot ga gledam, nisem spremljal zelo natančno, kako se je on postavljal kot župan v Kočevju, ampak se mi zdi, da neke privlačnosti, s katero bi nagovoril volivce, neke karizmatičnosti nima, da skoraj deluje odbojno, za razliko od recimo Jankovića, za razliko od Šarca, za razliko tudi od Cerarja. Tako da tukaj bo nezadovoljstvo z Golobom veliko, ne? Verjetno en del tega medijskega konglomerata se bo postavil za alternativo, ampak najboljši kandidat pa Prebilič pravzaprav ni in tudi tako, kot se on politično pozicionira, ne? On demonstrira, da je enako ali bolj lev kot Golob. Ne, Goloba poskušajo zdaj sicer prikazovati, kot da je levo-sredinski oziroma ne vedo čisto točno, a bi umestili Goloba desno od Prebiliča ali levo. Potem, kar je delal v tem mandatu, ko je poslušal najbolj, oprostite izrazu, idiotske predloge levice, ves čas ne more biti nobenega dvoma, da je Svoboda skrajno leva stranka, po dejanjih, ne, kaj oni govorijo, kaj mislijo, ne vemo, če sploh kaj, ne. Ampak Prebilič tekmuje tam na levi, torej on izskakuje, on demonstrira ravno tako ali še bolj leva stališča, kot jih demonstrira Golob, kar bi v normalnih razmerah odprlo nek prostor na sredini, kjer bi lahko nek normalen, zmeren, spodoben volivec našel nekoga, ki bi bil alternativa obem tem dvem gospodom. Torej opcije so še odprte, ne, če prav razumem. Veste, opcije bi bile odprte, če bi imela Slovenija nek normalen medijski intelektualni prostor, kjer bi se vsi glasovi približno enako slišali. Ampak če bo v tem medijskem prostoru, kako bi rekel, polovica navijala za Goloba, ne, 45% ali pa 40% za Prebiliča, pa 10% bo pa recimo glasov, ki bo šlo na sredino. Ne. Po premisleku bi rekel, polovica bo navijala za levico, ne. 25% za Goloba, pa 20% za Prebiliča, pa 5% za recimo Logarja ali pa Novo Slovenijo ali pa koga takega. Ne. Skratka, ta boj ne bo
ne bo privedel do tazga rezultata, ki bi bil na koncu za Slovenijo dober, ki bi konec koncev tudi interes, želje, preference ljudi odražal. Odražal bo spet preference, teh medijskih pastirjev, s katerimi imamo ves čas opravke. No, to, kar je recimo Robert Golob uvedel novega v ta medijski prostor, ki ga zdaj omenjate, je pa seveda tudi to, da za vse očitke praktično po žerjavico v ogenj pošilja svojega odvetnika Stojana Zdolška, ki pa seveda ne obvešča vseh novinarjev enako. Poglejmo, kaj se je zgodilo na neki domnevno tiskovni konferenci oziroma pogovoru z novinarji. Nisem vas povabil. Ne vem, mislim... To sem, kar veste. Pa se vsem, če ne razumete, nisem vas povabil in ne dam izjave za Tarčo. V redu. Mislim, ne vem, nimam. No, se je v redu. Nič ni treba reči, gospa. Sem dal, da bom za nacionalko bom dal, nisem rekel, da lahko pride. Nisem. Mislim, čisto meni, da danes snimamo za RTV, pa če sem tudi v RTV. Ja, ampak jaz sem zmenjen z gospodom Šuligovom, ne pa z vami. Se pravi, ne boste odgovorili na vsa ta moja vprašanja, če bi nam pokazali del smutke. Glejte, sploh se ne bom pogovarjal. Glejte, hočete. Ne vem, kako vprašanja, no, pač... Nisem vas povabil, ko boste šli, bom prišel, pa bom dal izjavo. Ja, v redu, hvala. Torej, zdaj to je zelo, zelo neprijetna zadeva za konec koncev tudi nacionalko, ne? Ampak vidi se, da so tisti nikogaršnji hlapci, ki so neprestano 2 leti protestirali pred stavbo RTV-ja, dejansko hlapci, a ne? Zdaj protesta ni bilo nikakršnega, ne? Človek bi pričakoval, da se bodo zdaj vsi zbrali s temi ali pa z drugimi majicami, najbrž s telimi istimi pred stavbo RTV-ja in protestirali, ker ni dal Zdolšek izjave novinarki RTV-ja, a ne? Zdaj, da bo stvar še hujša, je zdaj seveda ta novinar Rok Šuligoj, ki ga je omenil Stojan Zdolšek, njemu naj bi pač dal to izjavo. On je pravzaprav, to smo pa zdaj brali v medijih, zasebni partner tiskovne predstavnice Gibanja Svoboda. Torej, lejte, to je popolna sprega in do tega je pripeljalo to, kar vidimo na naslednji sliki, je pa sprega, neprestana sprega tega vodstva sedanje televizije, konkretno Ksenija Horvat, direktorica in koordinatorke Levice Aste Vrečke, to se pravi sprega politike in novinarstva. Kako vi to komentirate? No, z eno besedo oziroma s par besedami, to je pač rezultat depolitizacije oziroma rezultat tega, da je bil RTV od nekdaj trdnjava oziroma mehanizem za to, da je partija, da je Levica izvajala v Sloveniji propagando. Jaz bi se vrnil k temu, kar se je zgodilo tamle pri gospodu Zdolšku. Torej, tiste njegove besede, ne, vse eno razumete, vse eno veste. Ne, ker rekla, ne razumem, zakaj moram jati. Ne. To se mi zdi, da je višek arogance. Ne. In tukaj ne bi smeli delati napake, da je tukaj aroganten gospod Zdolšek. Ne. Gospod Zdolšek je odvetnik Roberta Goloba in to so besede Roberta Goloba. To Robert Golob plačuje, ne, da se nek odvetnik za novinarji tako obnaša. To moramo vedeti. Sicer je pa za neke površne opazovalce pristop, ki ga Robert Golob ubira v zvezi z temi inkvizicijskimi organizacijami, s katerimi ima zdaj težave in tudi s tožilstvom oziroma z sodišči, vendarle zvit oziroma premeten. Ne? On govori o tem, kako spoštuje pravno državo, kako ne vsi naredijo, kar je treba, kako bo sodeloval, ne, skratka signalizira, govori tako, kot naj bi se to slišalo, ne, za razliko od naših prijateljev, ki radi zelo hitro rečejo, to je pa zdaj krivosodje, teli so podkupljeni, to je vse skupaj krivica in tako naprej. Ne. On, Robert Golob, pa potem pošlje v ogenj požarjavico, ne, oziroma umazane posle prepusti odvetniku, prepusti Zdolšku.
in prepusti svojemu kabinetu, da potem piše taka pisma, kot jih je včeraj dobila protikorupcijska komisija. Ne? Skratka, taktično boljše javnomnenjsko se mi zdi boljše izpeljano, kot se to dogaja, kadar smo v težavah na naši strani, ampak z vidika kako bi rekel, nekih demokratičnih standardov, pa pravzaprav zelo pokvarjeno. Ne? To se pravi, Goloba ne moremo prijeti za besedo, ker itak tega ni rekel on. Mislim, da je treba zelo jasno, torej postaviti zelo jasno, to so Golobove besede. Te besede je Golob plačal. Gospod Zdolšek je gospodu Golobu za te besede oziroma za te aktivnosti izdal račun. To Golob plačuje. Ja. Ne? Odvetnik, a veste, on pač dela, kar hoče, naj se obnaša, kakor hoče. Naloga odvetnika je, da pač poskuša stranko rešiti oziroma delati stvari za stranko najboljše. Ampak on zastopa Goloba v tem tekstu. To so Golobove besede. Ne? To je skratka eno. Ne? Drugo je pa seveda ta odsotnost pravzaprav te novinarske solidarnosti, okrog katere se zdajle zelo veliko je nekega škandaliziranja, pa kako da niste šli, pa kako da niste ono in tako naprej. Zapustili pisarno vsi. Dajmo se nehati pretvarjati, pač saj točno vemo, da so hlapci. Taki so, ja. Ne, nisem jaz tega rekel, ne. Ja. Točno vemo, kakšni so in točno vemo, da zato, ker so taki, imajo tam še službo. Ne. Ogromno je bilo pred par tedni škandaliziranja v Sloveniji, ko je zaradi nekih neumestnih opazk o smrti Charlieja Kirka bil depolitiziran Kimmel, skratka nek zelo znan voditelj na eni od ameriških komercialnih televizij. In je bila tukaj cel halo je bil, kako so Kimmela odstavili, kako ni svobode govora in tako naprej. Po 5 dneh je bil Kimmel nazaj. Ne? Na podoben način so depolitizirali celo tole Pirkovičevo oddajo na RTV Slovenija, odpustili kup nekih novinarjev. Zadeva se je vlekla po sodiščih 3-4 leta zdajle, ne? 3 leta. Po 3 letih je sodišče ugotovilo, da je bilo tisto nezakonito. Ne? Še vedno niso nazaj. Ne? Ampak ti ljudje bodo trdili, da imamo v Sloveniji čudovito demokracijo in krasen medijski prostor, ne? Ko traja 3 leta, pa se nič ne zgodi. V Ameriki je pa 5 dni, 3-4 oddaje so mu odpadle, je nazaj, tam je pa fašizem. No, pa še ena stvar pri teh nikogaršnih hlapcih. Ne? Recimo, zdaj čisto aktualno, dr. Jože Možina je bil deležen spet nekega pogroma v organizaciji stranke SD na neki gori in seveda so spet ga žalili z nekim tekstom Svetlane Makarovič. Torej, nikoli se te nikogaršni hlapci niso potegnili za drugo stran novinarstva. Ne? Recimo za doktorja Jožeta Možina, ki je strokovnjak, ampak je ravno tako tam v službi, nikoli niso rekli ali pa protestirali, ne žalite našega kolega. Ne? Se konec koncev se zdaj še tudi za to kolegico v bistvu niso nič potegnili, nič ni bilo. V zvezi s tem bi vseeno dodal, ker se mi zdi, da moramo spoznati, kadar se kaj pozitivnega zgodi tudi na drugi strani. Ne? Mislim, da je nek visok funkcionar Zveze borcev se od tega distanciral. Je rekel, to pa ni naša proslava, to pa niso tega si pa mi želeli mogoče odstopiti. Skratka, tole je bilo zelo pozitivno. Glede teh, da niso nikogaršni hlapci, veste, mogoče oni to res verjamejo, mogoče je res na nekaj na tem. Ne? V veliki meri so oni tisti, ki določajo, kdo zmaga, pa kdo ne zmaga volitve. Oni so gospodari, mogoče imajo več moči v političnem prostoru, kot jih ima nek, recimo, Prebelič. Ne? Oni lahko Prebeliča naredijo ali ga uničijo. Na RTV-ju pa na Pop TV-ju. Ja. Ampak zdaj v tem primeru so hlapci, ne? Če dovolijo, da nek novinar tam ostane. Ja, veste, ali pa po svoje delajo take grde stvari. Ne? In tisti novinar, ki pa seveda ni del te kabale, je pa tujek. Ne? Ja. In en novinar, ki je povabljen strani odvetnika, lahko tam ostane, ne da bi oni protestirali pravzaprav. Ne? Jaz nisem presenečen, da je to tako. Pač moramo ceniti redke priložnosti, ko se sistem pokaže
v resnici tak, kot je. Ne. Sej, veste, če bi ta tiskovna konferenca bila izpeljana normalno, če bi bili vsi novinarji tam, če bi bilo polno novinarjev tam, ne, še vedno bi midva na TV Slovenija gledala tisti prispevek od Šuligoja, oziroma bi bil že tako lepo zapakiran, da bi bilo to skladno s tem, kar si sistem želi, in na Pop TV-ju bi podobno dobili neko zapakirano zgodbo. Ne. Nikoli medij ne more prikazati vsega, kar se je zgodilo z vseh strani, vedno je neka redakcija in te redakcije so narejene prijazno levici v vseh slovenskih dominantnih medijih. No, ampak če gremo naprej, ne, recimo Počivalšek, ki je bil minister, je zdaj po 5 letih oproščen krivde zaradi ventilatorjev, to je oddaja Tarča. Tukaj so ga pravzaprav napadali kar eno daljše obdobje, ne, tudi gospod Gale je bil. To je bilo še in še napadov, ki pravzaprav te napadi so veliko doprinesli tudi k rezultatom volitev. Ja. In zdaj Zdravko Počivalšek, enostavno napaden je bil, nihče se mu ni opravičil. To je bila zdaj neka mala vestička po 5 letih, kako se je cela zadeva zgodila. To je ta medijski prostor. Ne? Ja, in težava je ne samo v medijskem prostoru, tudi v pravnem prostoru, v pravni državi, v tem, da pravzaprav ni nobene simetrije tveganj tukaj. Ne? Torej, ti lahko nekaznovano, brez kakršnega tveganja zase nekoga napadeš, vlagaš proti njemu pravna sredstva, čeprav veš, da nič ne stoji, ne? Mu narediš težave, ga izločiš iz političnega prostora, poskrbiš za boljši rezultat na volitvah in tako naprej in tako naprej. Na koncu vse skupaj pade. Ne? Gospod Počivalšek je hodil po sodiščih in s strahom odpiral tiste dopise, ki pridejo z oranžno povratnico, ne, ki so sodne narave. Na nek način so mu uničili 3, 4, 5 let se je bal, kaj bo iz vsega skupaj. Druga stran ni tvegala popolnoma nič. Ne. In dokler mi ne bomo uvedli principa, da če ti nekoga pokrivam obtožeš za neko kaznivo dejanje, za katerega ne vem, je zagrožena kazen 5 let. Ne. Dokler ti ne tvegaš, da boš ti za krivo obtožbo lahko obsojen za 5 let. Toliko časa bo ta sistem na ta način deloval. In ena možnost je to, ne. Druga možnost je pa ta, da bi imeli mi, bom rekel, dejansko neko neodvisno, spoštovanja vredno sodno vejo oblasti, ki bi to vrgla v koš po 2 mesecih, ki bi pogledali, bi videli, da ni vržemo v koš. Ne. Jaz sem imel en postopek pred leti v zvezi s tistimi koncesijami, ne, kjer je bilo tožilki jasno na prvi razpravi, da ne bo iz tega nič, ampak je bilo naročeno, ni šlo drugače. Skratka, se je zadeva peljala potem še 1 leto dalje, pa je potem umaknila vse skupaj. Tožilka. Tako da težava je, da se na pravno državo ne moremo zanesti, ne? Da se tudi na te inkvizicijske organe ne moremo zanesti, tipa KPK, Računsko sodišče in tako naprej, da sem in tja se kaj zgodi oziroma poskušajo narediti, torej vreči kakšno poleno pod noge tudi na levo, ne? Ampak načelno so pa vse te organizacije vzpostavljene zato, da če bi na volitvah prišlo do nekega demokratičnega preobrata, če bi se ljudje odločili drugače, da bi morebitna desno-sredinska vlada imela povsem zvezane roke, ker bi, rekel, cel ta sistem, ne, takrat bodo pa rekli zavor in ravnotežje, ne, ampak cel ta sistem bi, kaj se vem, tako nekako kot Gulliverja privezal na tla in poskrbel za to, da vse skupaj ostane pri miru oziroma da se nič ne spremeni. No, ampak na drugi strani pa politika, torej to, kar bom zdaj povedala, je seveda še vedno domneva, ne? Ker mediji so poslali vprašanja na policijo, pa še niso dobili odgovora. Torej domneva, da je pa poslanka Gibanja Svobode Sara Žibrat, tako pač poročajo te mediji, domnevno, pač vplivala na to, da sta njena starša oproščena vsake krivde in sta že nazaj v službi na policiji. Namreč leta 2022 sta bila zaradi
domnevnega ponarejanja potrdil med pandemijo, sta bila odpuščena. No in zdaj seveda so spraševali, ali sta že nazaj in seveda teh odgovor niso dobili. Ampak glejte, vi ste v svojem časopisu dejali, ustavimo demagogijo in populizem. To se pravi, s čim imamo zdaj tukaj upravka? Na eni strani govorijo v prid pravni državi, potem na drugi strani, to se bo seveda še izkazalo, delajo popolnoma drugače. Kaj je zdaj to? Tega primera ne poznam. Ja. Nekako, veste, v politiki je normalno, da poskušaš svoje nagraditi, pa nasprotnike na nek način kaznovati. In dokler je to v nekih mejah, je to se v vseh demokracijah dogaja. Ne. Problem pri nas je, da so stvari ekscesne. Kar se tiče demagogije in populizma, se ni nanašalo na tale primer, ampak mečkano bolj nasplošno na način komunikacije Roberta Goloba. Ne. Namreč, vsakič, ko nekdo kritizira kakšen njegov ukrep, ne, recimo božičnice, recimo kakšne nove prispevke, kakšne nove davke, kakšno, ne vem, ukinjanje SP-jev in tako naprej in tako nazaj, ne. On ne odgovarja na nek način racionalno na to, ne, ampak odgovarja demagoško in odgovarja populistično. Ne. Odgovarja tako, da poskuša ljudi razdeliti na tole ste ta pravi, ste ta dobri, ne, tle so pa zdaj neki bogati na jahtah, ki bodo, za katere nam pa ni, ne. In poskuša ljudem povedati tisto, kar radi slišijo, čeprav to ni res. Ne. In na ta način se seveda demokratično pridobi glasove za politike, za politike v smislu torej, uredb, ne, ki so škodljive, ki so neumne. Ne. Veste, govoriti ljudem, sej vi ste pa tako pridno delali letos, da zaslužite božičnico. Ne. Ja, vsak to rad sliši, posebej unka ni nič delal. Ki je le naru. Ne. In ta ideja, da se vsem izplača enaka božičnica, pridnim, nepridnim, tistim, ki so veliko naredili, tistim, ki so malo naredili, tistim, ki niso nič naredili. Ne. Je skregana s tem, da se ljudi poskuša motivirati za boljše delo. Kdo se bo pa še trudil? Ne. Jaz bi razumel, če bi bila ideja o božičnici v smeri, podjetja, če boste izplačevala božičnico, bo to neobdavčeno. Se pa vi odločite, komu boste dali, koliko boste dali. Ravno tako, kot se zdaj kaže, ne, na koncu bo božičnico dobil javni sektor. Ne. To je ta javni sektor, ki ga plačuje država, ki je letos pridelala, če se ne motim, 2 milijardi oziroma bo pridelala 2 milijardi izgube. Ne. Kako lahko izplačuješ božičnico, če si v izgubi? Nobeno podjetje tega ne bi naredili. Ne. Ampak Golob pravi, sej vi ste dobro delali. Ja, ne vem, eni so, eni niso, eni smo, eni nismo, ne, kar vsem povprek, vsem enako. Ne. In to je zelo primitiven način kupovanja glasov, zdaj pred volitvami, ampak sem prepričan, da posebnega učinka to na ljudi ne bo, torej posebnega učinka ne bo imelo, ker bo Golob ljudi prepričal, da to res zaslužijo. Ne bodo šteli, da je to Golob za njih nekaj dobrega naredil. Ne. Mi smo res dobro delali. No, in seveda ne samo ta občutek, smo dobro delali, nismo, kar govorijo številke, konec koncev tudi sodne zadeve. Ne. Recimo, torej pri Sari Žibrat sta starša vložila tožbo zoper notranje ministrstvo, pa sta izgubila. Ne. Potem zdaj teče sodna preiskava v primeru predsednika vlade dr. Roberta Goloba, pa ne vemo, kaj točno se bo zgodilo. V primeru te odločbe sodišča iz Celja, pa seveda v sodni zadevi Trenta, pa že 175 dni čakamo, da bo sodišče napisalo zdaj to odločbo, kajti sodba je bila oprostilna. Ne? To se pravi, veste, dolžni so napisati v 30 dneh, pišejo že 175 dni, ne? In kot je rekel Janez Janša, nekdo se na vsak način trudi, da bi zadeva zastarala pred pravnomočnostjo, ne, ki je zdaj sodni nadzor. Ampak ravno tako bodo dobili božičnico. Ne. Zdaj poglejmo, kaj je rekel Janša, zakaj mi nimamo neke reforme sodišč. Torej, nekdanji predsednik Društva političnih zapornikov, zdaj žal že pokojni,
mi je dejal, da so bili z delegacijo tega društva pač nekaj let po demokratizaciji pri gospodu Kučanu, ki je bil takrat predsednik države ali pa predsednik predsedstva, in so rekli, da bo potrebna reforma sodstva. Pa je gospod Kučan rekel, sodstvo mi pa na miru pustite. No, to je zdaj to. Katera reforma bi pravzaprav spremenila to, kar smo prej govorili? Kaj je tisto, kaj je treba storiti? Kaj pa vem, tukaj smo zdaj komentatorji razpeti med to, da si seveda želimo, da bi bilo sodstvo spoštovano in želimo prispevati k temu, da ljudje spoštujejo sodstvo, da spoštujejo inštitucije, ker je to vendarle neka neodvisna veja oblasti, ki bi morala ekscese leve, desne strani kontrolirati oziroma po zakonu soditi, kaj je prav in kaj je narobe. Torej, na eni strani skratka, da bi bilo fajn, da je to spoštovanje, po drugi strani moramo pa ugotoviti, da se je spoštovanje treba zaslužiti. In da je tukaj sodna veja oblasti zamujala iz primera v primer to, da bi se to spoštovanje zaslužila. Ne vem, Patria je verjetno največji tak primer. Tole, a veste, da 173 dni, bom rekel, nekaj pišeš. In ne bo nihče odgovarjal. In bo zastaralo. Bo vse v redu, bo zastaralo in potem bodo seveda lahko naslovnice v Mladini, da nikoli ni bil Janša ugotovljen za nedolžnega, da je pač zadeva je zastarala. In seveda to ne prispeva k spoštovanju pravne države, in to znižuje, rekel, neko splošno zaupanje ljudi v pravo. Če vidijo, da se tole Janši dogaja, si vsak misli, če bom jaz tele soseda tožil ali pa če bom imel jaz neke pravne probleme, kaj pa vem, kdaj, kako in na kakšen način bom jaz dosegel pravico, in zato se ljudje, kako bi rekel, popuščajo lumpom, po domače povedano. Ker oni so 20 let to vlekli, pa ne samo Janša, bil je tudi direktor Kastelic, mrcvarali so tega človeka 20 let. Ja, sej, a veste, sej cilj ni Janšo obsoditi, sej cilj ni Janšo spraviti v zapor, nujno, mislim, morda pred kakšnimi volitvami, če bi res slabo kazalo, bi kdo naredil tako neumnost. Cilj je mrcvariti ljudi. Cilj je imeti človeka v paci, v postopku leta in leta in leta. Ker mu jemlješ energijo, ker mu jemlješ pozornost. To je način, kako to spremeniti. Poljska je to poskušala, pa so imeli takoj, rekel, cel hudič prišel iz Brusla, kako se vtikajo v neodvisno sodstvo. Človek bi skoraj rekel, mi bi morali pripeljati, ne vem, 50 sodnikov iz Avstrije, da bi nam tukaj le pomagali soditi. Ne vem, nimam ideje, ker po eni strani vendar ta sodna veja oblasti naj bi bila samostojna, naj bi bila neodvisna, naj bi bila spoštovanja vredna, ampak nič od tega niso in nič od tega se ne trudijo, da bi si zaslužili. Ne vem, mogoče je v sistemu neka manjšina sodnikov, ki bi pa želela na ta način delati, pa ne morejo. Mogoče se najde nek način, da se jih opolnomoči oziroma da pridejo do vplivnejših položajev. Potem bodo spet vsi oni, ki so, kako bi rekel, na tisti Kučanovi strani oziroma tisto Kučanovo zahtevo izpolnjujejo, skočili po konci in rekli, to je pa zdaj vmešavanje v neodvisno vejo oblasti in tako naprej in tako nazaj. No in potem seveda zmaguje ulični aktivizem. Torej, ta teden je bila spet popackana z rdečo barvo strojna fakulteta. Namreč ponovno so te slovenski hamasovci očitali, da strojna fakulteta sodeluje v programu Obzorje Evropa, v nekem raziskovalnem projektu CIMEC in seveda to naj bi bilo tudi povezano z izraelskim inštitutom Technion. To se pravi, kako vi gledate, vi pa ste zaposleni na fakulteti, torej kako vi gledate na to samostojnost univerze in fakultet, ali res lahko vsaka poulična skupina takole v bistvu posega v avtonomijo
neke fakultete in univerze. A si predstavljate, da bi recimo Aleš Primc začel protestirati, ne vem, kakšne stvari in kaj učijo tamle na medicinski fakulteti v zvezi z kakšnimi reprodukcijskimi zadeve in tako naprej. Ne? To bi vse bi skakalo. Ne? To je napad na avtonomijo univerze. Ni napad sa strani, ni direktno napad sa strani vladajoče politike, čeprav sponzorji oziroma zaščitniki oziroma potuho temle daje seveda slovenska politika. Ne. Namesto, da bi bili veseli, da neka fakulteta sodeluje s Tehnionom, ki je vrhunski znanstveni inštitut, ne, nimajo bolj pametnega dela, kot da vandalizirajo tukaj le poslopje. Ne. Enostavno je preveč neke mladine, ki se lahko pravzaprav poklicno ukvarja, za katere obstaja denar oziroma jim je ta vlada zmetala, bom rekel, polne kariole denarja, zato da se lahko ukvarjajo s takim aktivizmom in cele dneve premišljujejo, kako bi tistim, ki delajo in tistim, ki delajo dobro znanost in tistim, ki delajo dobro tehnologijo, metali polena pod noge. Pa plačani so tudi iz tujine, ne? A so plačani iz tujine, a so plačani iz slovenskega proračuna, ne? Za različne take napredne projekte je tudi v Evropi veliko denarja, je tudi iz raznih Sorosovih skladov veliko denarja. In ja, ne, splača se. Ne. Tovrstni aktivizem je dobro plačan, medtem ko tisti, ki kaj naredimo na recimo desni sredini ali pa na konzervativnem polu, to delamo zastojni in iz, bom rekel, lastnega prepričanja. No, ampak poglejmo zdaj v Gazo. Ne. Zdaj te dni pač je Hamas je podpisal, se dogovarja za ta mirovni sporazum, a ne? In vprašanje, ki se tu pojavlja, so zdaj ti slovenski Hamasovci, ki jih je veliko in so v samem političnem vrhu. Torej, kaj bo zdaj njihova glavna predvolilna tema? Zdaj so praktično izgubili ta veter iz svojih jader, ne? Prej bila Palestina, Hamas in tako naprej. Kaj bo pa zdaj? Zdaj so izgubili temo. Znotraj celotnega Zahoda teče neka, kako bi rekel, hladna državljanska vojna oziroma je nek pol, ki je na zahodno kulturo, zahodno civilizacijo ponosen, ki želi, da gre naprej, vse uspešno razvija, in je drug del, ki je do tega zelo kritičen, skeptičen, lahko bi rekli sovražen, ki hoče pravzaprav Zahod iz teh svojih krščanskih oziroma judovsko-krščanskih korenin iztrgati. In za cel ta pol je bila Gaza, je bila Palestina pravzaprav ena točka, okrog katere so se lahko zbrali in v katero so kanalizirali ne simpatije do Palestincev kot takih in do nekega bližnjevzhodnega lokalnega problema, ampak v katerega so lahko kanalizirali svoje sovraštvo do domače kulture, do domače civilizacije. In zdaj, kako rekel, ne bom rekel, da tega nimajo več, to je za njih zelo dragoceno in si bodo poskušali na vsak način nekaj od tega ohraniti. Ne? Zato zdaj gledamo, beremo na nek način razočarane naslove, da je prišlo do miru. Gledali bomo seveda pozive, kako ta mir ni ta prav, kako ni v redu to, kako ni v redu ono. Jaz mislim, da bo prišlo tudi do aktivnega spodbujanja tega, da bi Hamas z svojim bojem nadaljeval, tudi to, da je tako pozno prišlo, šele po tolikom času prišlo do miru, je v veliki meri posledica te potuhe oziroma te podpore, ki jo je Hamas dobival na Zahodu, zato, ker je vztrajal. Če bi ti protestniki si takrat prizadevali, če bi protestirali za mir, če bi bilo glavno sporočilo, dajte spustiti za božjo voljo te talce, pa bo Izrael nehal bombardirati, potem bi se to zgodilo dosti prej. Če bi države, ki so šle priznavati tako imenovano Palestino, rekle, v redu, vas bomo priznali, ko boste vi priznali Izraelu pravico do obstoja. Vas bomo priznali, ko boste spustili talce in izročili teroriste, ki so upadli v Izrael 7. oktobra, potem bi seveda se stvar premaknila prej, ne? Pa se ni. In
zaradi tega ima pravzaprav ta stran krvave roke. Ne. Ta stran, ki je spodbujala to nepopustljivost, Ni želela miru in je pravzaprav tudi nagrajevala to, da je Hamas postavljal civiliste za živi ščit, ker je vsakič, ko so bili mrtvi civilisti, popularnost Hamasa in popularnost palestinske stvari narasla in so seveda skozi to motivirali Hamas, da je postavljal še več civilistov, še več otrok v svojo bližino oziroma v bližino svojih utrp iz strelišča raket in tako naprej. Tako da jaz ne pričakujem, da bo ta tema povsem izginila. Ne? Bo veliko napora, da se jo oživlja. Vsekakor je pa, bom rekel, zdajle dosti težje kravalirati v zvezi s tem. Ampak Slovenija je bila ena redkih držav, ki ni pogojevala izpustitve talcev s priznanjem Palestine. Kajti Francija to je. Ne? To so naši mediji spet malce zamolčali, ampak dejansko so te države rekle v redu, po toliko in toliko časa, ne, zdaj pred kratkim, so priznali Palestino, ampak so rekli, ja, pogojno, če izpustite talce. Še vedno jih niso izpustili. Ne? 20 je živih, še zdaj jih ni, nekaterih sploh ne najdejo. Torej mi pa nič, mi pa brez pogojno priznamo. Ja, so države, ki so to stvar naredile nekaj manj neumno kot Slovenija. Tukaj se mi zdi, da se Sloveniji vleče, torej na eni strani ta zelo močna polarizacija, ki je spet videla v Hamasu na nek način. Hamas je pa nekaj tazga, kot so bili partizani. Ne? Borijo se za svobodo, briga jih za civilne žrtve med, bom rekel, svojim prebivalstvom, vse to je isto, kot je bilo tam. In na drugi strani seveda ta odmev neuvrščene politike, kjer mi iščemo prijatelje povsod, samo tam nekamor civilizacijsko sodimo. Ne? Verjetno si ne bom tega izključil, kakšen visok diplomat, kakšen visok politik tudi išče priložnost za kakšno pozicijo, za kakšno službo v mednarodnih organizacijah, kjer je tako, kako bi rekel, prazno govoričenje in prazno zavzemanje za pravo stvar, pravzaprav cenjenjo in take ljudi, ki lepe stvari govorijo, pa nič ne naredijo, v takih organizacijah radi vidijo. To bomo videli po volitvah, kam se bodo Hamasovci odpravili v službo, ne? Kdo jih bo vzel. No, seveda, zdaj, če gremo nazaj k Sloveniji, seveda je to ta naš nesrečni proračunski primanjkljaj, ki je dejansko že 2-milijardni. In to, kar je zdaj, seveda Boštjančič ni preveč zaskrbljen, ne? Ampak vendarle, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, ki jo plačujemo od 1. julija, imamo zbranih že 255 milijonov. In seveda jasno, ta vlada je spet in zdaj šele organizira posvete, kaj bi zdaj storili, kajti cele 3 odločbe so bile že napisane na roko. Ne? Torej, ni niti ljudi, ki bi dolgotrajno oskrbo izvajali, niti ni računalniškega sistema. Zdaj seveda SDS je predlagal, da upokojenci, kar bi bilo najbrž res pravilno, ne bi plačevali oziroma da naj ustavijo to plačevanje in zbiranje denarja, dokler ne vemo, kaj bomo z njim. Ne? Kakšno je vaše mnenje? Ja, to spet kaže na to, da ta vlada zna zelo hitro dvigniti roke za to, da se kakšen davek poveča. Konec koncev je to razmeroma enostavno narediti, vzpostaviti pa potem cel sistem, ki ljudem res nudi oskrbo, je pa dosti težje. Jaz se bojim, da tudi ko bo ta sistem zaživel, da ne bo nihče več kot zdaj te dolgotrajne oskrbe dobil, samo nekaterim, ki so v domovih za starejše občane, bo država iz teh sredstev, bom rekel, zmanjšala tisto položnico. Kar se mi zdi, da ne vem, če je najbolj ta prava rešitev. Zdaj, če bi bil populist, bi seveda rekel, ja, seveda, zastonj bi moralo biti in tako naprej in tako nazaj. Ampak jaz mislim, da sistem bi moral biti usmerjen v to,
da poleg teh, za katere je trenutno poskrbljeno in za katere je bilo trenutno in do zdaj očitno na tak ali drugačen način dovolj denarja v tej državi, da so bili dolgotrajno oskrbljeni v domovih za starejše in še kje drugje, da se iz tega denarja poskrbi še za koga. Ne? Zato, da pa vi poskrbite še za koga, pa potrebujete oskrbovalce, potrebujete strežnice, potrebujete medicinske sestre. To bo pa še dosti težje narediti kot računalniški sistem, ki bo ta denar prekanaliziral v plačevanje nekih položnic, ki jih se zdaj plačajo iz drugih virov. Tako da to je, ta dolgotrajna oskrba je ena velika napaka, ne, kjer so, kako bi rekel, pač denar pobirajo, storitve ni in nič ne kaže, ne, tudi nič ne kaže, da bo kdo več prišel do dolgotrajne oskrbe zaradi tega novega davka. Koliko bodo ta finančna vprašanja glavna predvolilna tema oziroma koliko bodo vplivala na odločitev volivcev? Se bodo zdaj volivci dejansko odločili glede na svojo denarnico, bodo rekli, lejte, ne glede na to, kdo je, ga maramo, ga ne maramo, ampak vendarle to, da nam pa pobirajo denar, ne, ali pa da so zvišali davke, skratka, to naj se pa neha. Ja, jaz se bojim, da bodo ljudje razmišljali tako, kot ste vi nakazali, ampak ne čisto tako, kot ste vi nakazali. Tem ljudem bo Golob povedal, glejte, ne, mi smo tukaj manjšini vzeli in bomo večini dali. Ne. In to je bistvo te populistične politike. Manjšini vzameš, manjšino obremeniš z davki, manjšini zmečeš polena pod noge, da ne morajo se ukvarjati s podjetništvom in tako naprej in obljubiš, da boš to dal večini. Seveda v demokraciji večina lahko izglasuje, da jim mora manjšina dati več denarja in meni se zdi, da to in pa ta, bom rekel, dediščina partizanščine oziroma ta klasična levo-desna delitev v Sloveniji, to dvoje bi znalo volitve odločati. Ne. Premalo ljudi se zaveda, da se na ta način, ne, ko vi jemljete manjšini in dajete večini, uničuje motivacija tistih, ki bi lahko nekaj naredili, tistih, ki bi imeli lahko ambicijo, tistih, ki bi naredili podjetje, tistih, ki bi razširili podjetje, tistih, ki bi pripeljali nekega tujega investitorja. Vse te ljudi se demotivira, ne, in počasi imamo vsi skupaj, če dalje ne naredimo več, ampak drugače vse skupaj delimo. Traja pa dolgo časa, da ljudje to spoznajo. In jaz sem včasih dajal za primer Češko, Estonijo, Poljsko, kako hitro rastejo in kako prehitevajo Slovenijo. Seveda Slovenci tja kaj dosti ne potujejo, so to daljne dežele. Mogoče zdaj malo zdravilno deluje, kako dobro gre Hrvaški, tudi na morje se Slovenci pogosto vozijo in vidijo tam na hrvaški obali nove ceste, nove vpadnice, nove poslovne objekte, na novo urejene plaže, hotele in tako naprej. In mogoče vidijo, se teli pa delajo nekaj prav, ne? V Sloveniji je pa neko mrtvilo oziroma tam sem pa kakšno cesto popravljamo pol leta in zamašimo. In s korupcijo seveda, ne. Ja. Spet, ne, važno, da ja. Domnevno. Dobro, ampak to utišanje manjšine se dogaja seveda tudi v Državnem zboru. Zdaj tudi ta teden so spet javno brali Poslovnik. Kaj želite, da vam preberem Poslovnik? Če si ga sami niste sposobni, kaj ne študirate, ne derite se, hočete, da vam vzamem besedo? Vi boste govorili, ko vam bom dala jaz besedo. In sedaj jaz vam sem tako prijazna, čeprav ste študent prava ali ste mogoče vmes že diplomirali, vam bom pojasnila, če niste sposobni niti tako enostavnega dokumenta prebrati. Ne? Jaz sem gospoda Tanka, kolega Tanka, pač opomnila, zato ker je kršil postopek. In če vi mislite, da so postopkovne določbe o temu,
namenjeni, da bom jaz 3 ure poslušala neke kršitve zakona, torej poslovnika, ne? Potem pa bom, ja, to ste vi mogoče rekli, jaz pa ne. Tako da jaz vodim sejo, odločam tako, kot je prav in tako, kot piše v poslovniku, ki si ga izvolite prebrati, a ne? In sedaj bo gospod Tanko lepo nadaljeval, tako da umirite se, ker vas bom ven poslala. Enkrat se še oglasite, pa nimate več besede. Odvzem besede vam izrekam. Večkrat sem vam že izrekla opomin. Sedaj vam pa ne derite se, umirite se. Umirite se. Umirite se. Umirite se malo. Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če svojim govorom krši red na seji in določbe tega poslovnika, pa je bil neposredno pri tem že 2-krat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika. Zoper odvzem besede lahko poslanec ugovarja. Želite ugovarjati? No, v redu. O ugovoru odloči državni zbor, torej da mi tukaj zbrani. Upam, da nas je dovolj zbrani. Ja, če ne pa pač žal ni dovolj zbranih, pa bomo potem lahko še enkrat to naredili, ker nisem prej preštela. Se zgodi, seveda, ker zgleda, da se bo to nadaljevalo. Tako da prekinjam sejo, imamo odmor, to je to. Kaj je to, teater absurda ali kako? Ampak, kako bi rekel, vsakič, ko take stvari gledam, ne, si rečem, da ima ta poslanski kruh res 7 škorij. Ne. Jaz ne vem za vas, a si predstavljate, da bi vi morali 7-8 ur na dan, 10 ur na dan, da bi bila vaša služba, da sedite tam v dvorani in take stvari poslušate. Že ta insert je bil zelo dolg, ne? Ta insert je bil dolg, ampak približno, jaz se spomnim tudi, ko sem jaz hodil v parlament, približno tako nezanimive so te razprave. Ne? In potem se čudimo, da ne moremo v slovenski parlament dobiti boljše sestave z vsem spoštovanjem do teh, ki so zdaj tam. Ne? Ljudi, ki bi bili sposobni hitro nekaj artikulirati, ki bi se bili sposobni nekaj dogovoriti, ki bi bili sposobni argumentirati, ki bi bili sposobni najti kompromis. Ne? Če mi dva gledava kakšno sejo angleškega parlamenta. Ne. Tisto je skoraj kot bi gledal za razvedrilo, se dogaja, je inteligentno, gre beseda sem, gre beseda tja. Ne. Tukaj pa neki pešci potem ugotovijo, da pravzaprav je tisto, kar je druga stran trdila v poslovniku, pravzaprav točno tako piše, kot je ta gospa mislena, da ne piše. Ne. In to je tragika. Jaz mislim, da bi se to dalo izboljšati tudi tako, da bi imeli drugačen volilni sistem, kjer bi bilo bolj jasno, kdo bo izvoljen v parlament in kdo ne bo izvoljen. In bi dobili boljšo sestavo in ne takih le razredničark. No. Ja, ampak dejansko, ne, tu smo pripeli tudi fotografijo predsednice Državnega zbora, namreč tudi ona je v tem tednu, so neki posnetki, kaj se je točno dogajalo, tudi ona je imela. Ona neizmerno uživa v tej vlogi. No, kot rečeno, mene spominja na kakšno učiteljico, tam 2., 3. razred, ki meri potem svoj razred. Ne, se včasih je prijetno gledati, ampak to ni nivo, ne, državnega zbora, parlamenta, najvišjega demokratičnega organa v neki državi. No, ampak že ko ste rekli, ne, da bi morali imeti nek kriterij za to, kdo lahko kandidira, očitno tudi pravna fakulteta ni dovolj. Kako? Saj to so ljudje, ki imajo pravno fakulteto, pa smo priča temu le. Ne, ni dovolj, očitno ni dovolj. Ja, kaj recimo bi potrebovali? Ne, kriterij, veste, jaz ne vem, a je bila gospa katerakoli od teh dveh izvoljena zato, ker bi ljudje njih poznali, ne, in izbrali eno od njih namesto nekoga drugega, ker sta pač boljši od nekoga drugega. Ne. Slučajno sta bila na listi, slučajno sta bila nekje v nekem okraju, iz katerega Svoboda je dobila poslance v parlament in sta pač prišli po spletu teh naključij in Dontovega sistema v
v parlament. Če bi imeli pa recimo večinski sistem, ne, bi pa nekje, kaj pa vem, recimo hipotetično rečem za Bežigradom, ne, se srečala tale gospa pa un mladenič, s katerim se je kregala, pa bi se ljudje odločili, imamo rajš njo ali imamo rajš njega. In jaz sem prepričan, da bi dobili boljšo sestavo. No, sej prav, gospa Klakočar, Zupančič je predlagala prav za tega istega poslanca, da se ona dva pogledata v ogledalo, ne? Tisti je tudi nek dolg posnetek, ampak ga bom zdaj na kratko povedala, in da bi že na zunaj videli, kdo je mogoče bolj primeren. Ne? Mislim, te primerjave so nenavadne. Ja. Torej, ne bom komentiral. Ja. Dobro, v glavnem kriterij, če zaključimo tole po črto, je v osnovi bil samo, da ni Janša. Ne? Ja. No, in seveda cela množica nekih obljub, nekega razburjanja strahu. Deloma seveda tudi, kako bi rekel, ljudje so tudi glasovali, da bi bilo konec covida na nek način, ne. Tudi v kakšni drugi evropski državi se je to tako zgodilo. Vsake volitve so nova priložnost za to, da vendarle pridemo do kakšne boljše vlade. Ja, no, skratka, če greva zdaj še na domače zadeve finančne, poglejmo, zbirajo se podpisi za referendum o pokojninski reformi. Ne? Zdaj poglejmo, kaj so rekli v delavski koaliciji, kaj nam prinaša ta reforma. Je Luka Mesec jasno povedal, fantje, kolikor začnete zbirati podpise, bomo postali sovražniki. Je to povezano? Sprašujem se. Torej, kaj bo tako zdaj je, s to ne, reformo? ko vi enkrat normalizirate bivše komuniste, ne, potem se vam levo od njih pojavi levica. Ne. Ko enkrat legitimirate, normalizirate levico, potem se vam levo od levice pojavi nekdo, ki je še bolj skregan s pametjo. Ne. In to se pravzaprav zdaj dogaja. Sej podobne stvari se v kakšni drugi državi dogajajo na desni. Ne. Vedno na teh polih je tekmovanje oziroma je konkurenčna prednost, da si bolj radikalen od tistih, ki so že tam. Ne. V radikalnosti tekmuješ, to se zdaj levici dogaja. Najprej imenovati te spremembe pokojninskega zakona, reforma je, kako bi rekel, je težka beseda. No? Ni bila to neka reforma, neki mehni popravki so, s katerimi sistem prevesla naslednjih nekaj let. Reforma pa seveda to ni, ampak so pa vsaj v pravo smer te spremembe. Po mojem mnenju so premehne, mi bi morali bolj trdno vezati upokojitveno starost na razmerje števila upokojencev, števila aktivnih. Bolj trdno bi morali vezati višino pokojnine z višino vplačanih prispevkov. Nekako bi morali vezati tudi upokojitveno starost morda s pričakovano življenjsko dobo, ne da ljudje živijo vedno dlje in da je celo to podaljšanje na račun preživetja dlje časa v pokoju. Nič od tega v tej reformi ni. Je pa v pravo smer. Ne? In ja, zato še bolj skrajna levica od skrajne levice išče svojo priložnost in poskuša to stvar zminirati. No, ampak hkrati so pa tudi na desni strani recimo ideje glede pokojnin in pokojninske reforme. In Milan Kučan, ki ga kažemo tule na sliki, on je nastopal na festivalu za tretje življenjsko obdobje in je seveda referendumsko iniciativo Glas upokojencev, tudi oni imajo iniciativo, označil kot tisto, ki zavira napredek, medtem ko je vlado, s tem pa tudi njeno pokojninsko reformo pa pohvalil kot dobro in odprto. Pa poglejmo, kaj je potem Rupar dejal o tej izjavi Kučana. No, pa se je oglasil Milan Kučan. Očitno ga je strah. Očitno ga je strah, tako kot ga je bilo takrat, ko so pošteno sodili Čaušeskujema in ko so jih usmrtili. Takrat je hodil po ambulantah spraševati zdravnike in druge, če se to lahko zgodi tudi njemu. In 2 uri zatem je šele priznal Slovenijo. Tovariš Milan, glejte, ne spravljali Rupar ljudi, uboge, upokojence, invalide in revne na ceste. Vi
Kučan, vi ste jih pognali. 6 novih obrazov ste predlagali, 6 popolnih katastrof in iz enega do druga, Bratuškova, Cerarja, Pahorja, Jankoviča. Vi ste to naredili in vsakič je bilo ljudem še veliko slabše, kot jim je bilo. In tako katastrofalno, kot jim je zdaj, tovariš Milan Kučan, nikoli jih ni bilo. In vi ste tisti, ki ste pognali te obubožane ljudi na cesti. Rupar jim samo odpira oči, da ne morejo in ne smejo več živeti v tej revščini. Da tisti vaši volivci na lepe oke ne nasedajo več. Da tisti, ki volijo levo opcijo, da so najbolj nategnjen narod. Da so vsi tisti, ki so prišli iz bivše Juge v Slovenijo kot v raj, zaradi vašega prepričevanja na najslabšem, kar se je moglo zgoditi. Tovariš Kučan, pejte v kot, bodite doma, dajte mir Sloveniji, dajte mir mladim, dajte mir ljudem. Čas je, da se osvobodimo te preklete vaše svobode. Torej, pokojnine so politično vprašanje, so strokovno, ne? Prej ste navedli strokovne argumente, recimo ljudje živijo dlje, uravnotežiti to, kar se plačuje in tako naprej, ampak vendarle so tudi politično vprašanje. Ja, seveda so politično vprašanje. Zdaj, jaz se tukaj pol lahko počutim mečkeno krivga, ker imam, bo rekel, pozitivno mnenje o tej tako imenovani reformi, oziroma sem rekel, gre v pravo smer, tako kot je gospod Milan oziroma tovariš je rekel, da rajši vidi, da se ga kliče, Kučan zatrdil. Je pa dosti drugega, kar je gospod Rupar rekel, pa res. Torej to krčevito preprečevanje, da bi se v Sloveniji izmenjevale leve pa desne vlade, da bi ostala ta trojedina oblast v rokah dedičev socializma oziroma njega in njegovih prijateljev, somišljenikov. To je tista glavni problem, glavna težava, ki jo lahko Milanu Kučanu očitamo. To, da te priložnosti, ker je bil pač izbran tudi kot, ne samo za zadnjega sekretarja partije, ampak tudi kot prvega predsednika demokratične države, da on tega mandata ni izkoristil za to in tudi svojega ugleda kasneje izkoristil za to, da bi Slovenija postala demokratična država in kjer bi se ta demokracija izkazovala tako, da bi se poli menjavali na oblasti, da bi imeli enakovreden, enakopraven, enak dostop do javnosti, do medijev, da tega ni naredil, seveda meče eno veliko senco na njegov življenjepis. To, da ni on bil sposoben dokončati državljanske vojne z opravičilom, s priznanjem za zločine, s priznanjem za zločinskost revolucije, to je tudi madež na njegovem življenjepisu. Glede na vse, kar se dogaja na levem polu, imam jaz občutek, da ne obvladuje več stvari tako, kot jih je nekoč, da nima tako postrojenih svojih vojščakov, da tukaj se pojavljajo neki igralci, ki nekaj trmoglavijo. Mi je pa žal, da je zamudil priložnost, da bi bil res prvi predsednik demokratične Slovenije. Ker bil je pa prvi predsednik tranzicijske Slovenije. In tranzicija očitno še ni končana. Tranzicija ne da ni končana, ampak tranzicija se obrača nazaj. Mi obnavljamo celo množico nekih vzorcev oziroma vračamo inštitucije, principe, rešitve, ki so bankrotirale v socializmu. Mi na vsaki točki poskušamo metati polena pod noge zasebnim iniciativam, pa ne gre tukaj za lekarne, ne gre tukaj za zasebne zdravniške organizacije, ne gre tukaj za zasebne vrtce in seveda ne teramo podjetnikov z bajoneti v morje, jih pa teramo s paragrafi v morje. No, prav vrtci, prav zasebni vrtci pričakujejo, da bo ta novela zakona o vrtcih, ki jo je ta teden sicer državni svet je ni izglasoval, ampak dobro, še enkrat bo šlo v državni zbor in bo izglasovana. Prav ta novela, tako opozarjajo zasebni vrtci, bo seveda
posledica tega bo, da se bodo zasebni vrtci ukinjali, zato ker ni več tako imenovanega fleksibilnega normativa, čeprav so zasebni vrtci tudi del javne mreže. Poglejmo, kako je Alenka Jeraj komentirala te na horuk akcije, tako je rekla, te vlade in sprejemanja zakonov. Pred 1 uro smo imeli pol ure pauze, zato da je koalicija vložila amandma na zakon, ki ga je naslednjih 5 minut umaknila. In to je to, o čemer sem govorila na začetku, da se vse dela na horuk. Vzamete pauzo, da boste pripravili amandma, potem ga umaknete, mislim, to je do konca neresno. Zakon, zdaj sploh ne vemo več, kaj podpirate in kaj ne podpirate, ne? Vlada je maja 2025 sprejela zakon o vrtcih. Slabega pol leta ga imamo že v razpravi v Državnem zboru. Od tistega prvotnega vloženega zakona je to, kar imamo zdaj na mizi, precej spremenjeno, kar še enkrat kaže na to, da stvari niso domišljene, da niste dobro razmislili, minister, vse to, kar ste prinesli. Dejansko sprejemanje na horuk, ne? Ja. Mi ne podpiramo zasebne iniciative, čeprav je vmes že se razvila v teh 34 letih. Tole aktivnosti, ki jih je gospa Jerajeva opisovala, gredo spet pod tisti naslov pijanost od oblasti. Ne? Imaš tako večino, pravzaprav delaš neumnosti, delaš kar hočeš, nihče te ne kontrolira, ne? Tudi znotraj koalicije ni nekega ravnotežja sil, Svoboda počne, kar hoče, ostale dve stranki morata iti pa zraven. Ne? Drugače pa jaz se bojim, da to bo lahko še ena taka stvar, kjer bodo zdajle naredili nekaj, kar je morda protiustavno, morda v nasprotju z evropsko zakonodajo. Kot posledica bodo uničili celo množico zasebnih vrtcev, morda bo šel kdo po sodni poti iskat pravico, jo bo čez 10, 15 let, 20 let dosegel, medtem pa bodo zasebni vrtci uničeni. Jasno mora biti nekaj, ne? Merkanje otrok ni neka dejavnost, ki bi morala biti monopol države. To ni policija, to ni vojska, to ni sodstvo, da bi se lahko samo država s tem ukvarjala ali da bi morala imeti država neko posebno prednost glede tega. Starši so zelo dobro kvalificirani, da se lahko sami odločijo, kje mislijo, da bo za njihovega otroka najboljše poskrbljeno, in če obstaja v nekem kraju konkurenca, potem bosta oba zaradi te konkurence napredovala oziroma se bo vsak trudil biti boljši. Morda obstaja nek občinski vrtec, morda obstaja nek zaseben vrtec s koncesijo, morda obstaja nek povsem zaseben vrtec, ki ga je treba plačevati. In tukaj bi morala biti podjetniška spodbuda sproščena. Reforma bi morala iti v smeri, da otroci dobijo nek voucher za narekovaju merkanje, ne, ki ga pa lahko odnesejo v občinski vrtec, v zasebni vrtec, po mojem mnenju ga lahko odnesejo in to bilo še najboljš k stari mami. Ja, no, ampak koliko gre tu za tisto parolo kultura in prosveta, to naša bo osveta, ne? Ker to, kar jaz tule vidim, je bolj za neko vplivanje že na majhne otroke, o tem, koliko je spolov, pa a si fantek, a si punčka, za neko ideologijo gre tu in tu se očitno ta vladajoča stran nekako želi uriniti v te zasebne vrtce in že tu zdaj plasirati, saj poznamo, da so knjige, ilustracije, ki že navajajo na to volk ideologijo, ki jo praktično na Zahodu že ukinjajo. Je eden od motivov vrtcev tudi ta, da otroke že zelo zgodaj nekako navadijo kolektivistično misliti. V vzhodni Nemčiji so imeli celo tako daleč stvar pripeljano, da so morali otroci vsi naenkrat lulati pa kakati in so se navadili potem, da more skratka istočasno narediti kot vsi ostali in so študije, ki pravijo, kako je to za to kolektivistično miselnost pravzaprav ogromno prispevalo. Tukaj je v vseh totalitarnih, avtoritarnih sistemih cilj, da otroke čim prej vzamejo staršem in jih dajo v vzgajanje državi. Zasebni vrtci so vendarle ponujali neko
bom rekel, ideološko pestrost oziroma ideološko izbiro, si predstavljam, da ne bi bilo v vseh, ne samo LGBT, ampak tudi kakšnih drugih neumnosti, in prav bi bilo, da bi imeli starši izbiro. Tukaj so tudi drugačni pedagoški pristopi, tukaj je Montessori, tukaj je Waldorf in tako naprej. In seveda, tisto, kar tukaj država poskuša zagotoviti, pa je, da bi njeni, to je Golobu enkrat ušlo, da bi njihovi, se pravi ta njihov javni sektor, obdržal službe. Otrok je čedalje manj. Morda so starši, ki je bolj zadovoljni z zasebnim vrtcem, bi državni vrtec zaprl, zaseben bi postal s koncesijo, da se razumemo, za enako ceno za starše. Samo tisti zasebnik dela boljše za otroki, boljše zna, ima boljše vzgojiteljce, ima boljše programe, starši želijo iti tja. Ampak to je treba preprečiti, zato da bodo njihovi javni uslužbenci v javnih vrtcih obdržali službe, ker samo, če bo ta vrtec edini, bo imel otroke. Nikakor ne dovolijo te demokratizacije idej. Ne dovolijo, torej ta fetiš na javno je v tej vladi pravzaprav močno prisoten. Tukaj je tudi glavni bazen volivcev Svobode, javni sektor, ki ga mi vsi plačujemo. Nosil sem jaz tudi ta javni sektor, pa to še ne pomeni, da bom za to glasoval za Svobodo. No in seveda v tej ideološki bitki še spet nekako ne more prevladati ideja, ki je seveda vedno izražena na vsakem pohodu za življenje. To se pravi, da je življenje že od spočetja naprej in da dajmo vendar pustiti, da ljudje tako mislijo. Torej, to je res neka tema, ki je praktično nerazumljiva, zakaj se to dogaja. Zato, ker na drugi strani, recimo, imamo to idejo, torej to je bil pohod za življenje v Ljubljani ta teden prej je bil v Mariboru in seveda jasno, tako je bil tudi zraven en drug pohod, sicer na nekem drugem trgu, pa so se potem približali in zdaj vidimo te parole, ki so jih tukaj feministke v glavnem izražale. Recimo, splavimo patriarhat, ali pa moje telo, moja odločitev. Prej smo že govorili o znanosti, moram reči, da me ta moje telo, moja odločitev ali pa moja izbira vedno preseneča glede na nivo pouka biologije, namreč moje telo oziroma žensko telo, ki nosi otroka, nikakor ni isto kot telo otroka. Zdaj, one pravijo, to je moje telo, jaz se bom odločila. Ja, ampak to otrok ni tvoje telo, on ima drugo DNA, drugo krvno skupino, on ni tvoje telo. Mogoče ti je malo podoben, če si mama, ampak je lahko popolnoma drugačen. In ne vem, kako to, da ta biološka teza oziroma teorija oziroma to znanje ne prodre v glave. Kako lahko rečejo nekaj takega, da je moje telo nosečnice isto kot telo otroka? Ni, žal ni in konc. In ne vem, kaj je to. Ali pa koncu patriarhat. Poslušajte, mi imamo toliko žensk na položajih, je predsednica vlade, je zunanja ministrica, je evropska komisarka, je direktorica RTV-ja, pa ženske so povsod v Sloveniji. Jaz pravzaprav sploh ne vidim patriarhata. Mislim, to so te parole, ki pa naj se spomnijo kaj novega. Ampak tole res ni parola, da jo nosiš po Ljubljani leta 2025. Kaj vi mislite o tem? Najprej je lepo videti in v Ljubljani in Mariboru, koliko ljudi je na ta pohod prišlo. In jaz bi si želel, da bi jih bilo še več. Dostikrat je na konzervativni strani nek strah se pokazati, se izkazati, povedati. Jaz pa ne mislim tako kot večina tule okrog mene, oziroma ne mislim tako kot levičari, in zato so take stvari pomembne. Lepo je tudi videti, kako bi rekel, nasmejane obraze, mlade obraze, žive barve in tako naprej. Tisto, kar se tem gibanjem podtika, je, da bi želeli prepovedati splav. Se sploh ni o splavu. In o tem sploh ni besede. Tudi propaganda v zvezi s tem zakonom o evtanaziji gre v smeri, če bo ta zakon padel, bo naslednja
bo naslednji korak, da bodo prepovedali splav. Ne. V resnici je pa moteče nekaj drugega in tista reakcija tistih plakatov, ki ste jih prej kazali, je nekaj, gre po mojem mnenju ima nek drug vzrok. In to je, njim ne zadostuje samo to, da je splav dovoljen. Ne. Želeli bi si, da bi bil splav nekaj dobrega, da bi bil splav prav, da ga ne bi, bom rekel, iz etičnega oziroma iz moralnega stališča ocenjevali kot nekaj slabega. Ne. Tega si pa po mojem neka družba ne more privoščiti, če želi preživeti povsem biološko. Ne. In za to gre. Ne. Ja, se je splav dovoljen, ja, se lahko to izbereš, če ni druge rešitve. Ne. Ampak ni pa to nekaj dobrega, ni pa to prav. Ne. In na tej točki se mi zdi, da je pa treba vztrajati. Ne. In tisti, ki naredi nekaj narobe, se more s tem, seveda se more s tem tudi soočiti. Ne moremo vsakega za vsako dejanje trepljati, lej se, to je pa najboljše, kar se ti lahko v življenju naredi. Ne. In ta druga stran poskuša pa to normalizirati, kot da je to, kaj zvem, tako, kot da bi šel en zob zaplombirati ali pa nekaj takega. Ja, se je celo predsednica Nataša Pirc-Musar rekla, da je to najbolj pomembna odločitev v življenju ženske. To je bil prejšnji teden. Ja. To pravzaprav je, to je zelo pomembna odločitev. Ne? Ampak ta odločitev ima zakonito in torej, kakršnakoli je ta odločitev, je zakonita. Ne? Ni kazniva, je dovoljena. Ne? Ampak je pa ta odločitev lahko pravilna, dobra ali pa slaba. To pa ostane. In pač to razlikovanje med dobrim in slabim imamo pa od Adama in Eve naprej vgrajeno in se temu ne bi smeli izogibati. No, seveda, ta teden je pa bil tudi kongres Levice. Ne? Kongres Levice je zdaj določil 2 koordinatorja, to je tudi zanimivo, ne? Moškega pa žensko, ne? Kdo bi si mislil, ne? Mogoče en tak dualizem, ki se izpopolnjuje. No in seveda ni šlo brez veliko hvale, vse na vsakem kongresu, vsake stranke je podobno, ampak oni pravijo, da premikajo meje možnega in da noben glas zanje ni zapravljen. To se pravi, kako vi gledate na to? Oni so pravzaprav dejansko s 4,4% komaj dosegli ta prag vstopa v parlament, zdaj pa v bistvu že 4 leta praktično dirigirajo vse, kar se v Sloveniji dogaja in vse to je z njihovega vidika seveda najboljše možno, z našega, ki mislimo drugače, pa katastrofalno. Tukaj ne gre samo za to, kaj mislimo, pa česa ne mislimo, tukaj gre za povsem empirične izkušnje, da države, ki bi sledile temu, kar hoče imeti Levica, bi zaostajale oziroma zaostajajo in države, ki sprejemajo demokracijo, svobodno tržno gospodarstvo, konkurenco, zasebno pobudo in tako naprej, pa zelo hitro napredujejo. Tako da tukaj so stvari povsem jasne. To ni stvar, jaz imam tako mnenje, nekdo drug ima pa drugačno mnenje. Jaz mislim, da gre tukaj spet za eno potezo, ki je zvita, ki ni pravzaprav neumna. Mislim, da so zmerali, ocenili, se naučili iz izkušenj, da javnomnenjski vtis, da je javnomnenjska pojava ministrice za kulturo manj simpatična od pojave ministra za, kaj že je, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, malo več pa za solidarno prihodnost. Ja. Dejansko, kako bi rekel, se mi zdi, kamera ima Luko Mesca rajši, za nekega nepoučenega gledalca, razlaga stvari bolj simpatično kot ministrica, zato so ga zdaj upoklicali nazaj v prvo vrsto in se mi zdi, da se bo na soočenih več pojavljal kot kolegica, ki skrbi za svoje kulturnike. Se je rekla, Asta Vrečko je rekla, kličejo nas čebinarji. Ja, seveda, zaradi njene se je šla ona v čebine. To je povsem korekten, jaz tudi pravim jim čebinarji, to je povsem korekten izraz. Oni želijo biti nasledniki
organizacije, ki je v Sloveniji med drugo svetovno vojno skočila ljudem v hrbet in sprožila državljansko vojno. Tako da to je, se mi zdi, zelo kulturno poimenovanje. In rekli so, kličejo nas mularija, ne? Dejansko so mladi ali niso več tako mladi? Mogoče neizkušeni. Mislim, da niso tako, da niso več tako mladi. So 40, 41. Ne, ampak so pa naredili veliko škode. To pa s čim oni prepričajo? Se ne prepričajo kaj dosti. Ne? Oni so dobili 4,4%. Prepričajo s čim? Ne? V bistvu rdeča nit vseh njihovih ukrepov je podpiranje lenobe. Ljudje smo naravno leni. Ne? Mi se moramo motivirati, prepričati, nekdo nas mora spraviti k temu, da smo ambiciozni, da želimo nekaj več, želimo nekaj narediti. Ne? Vsi njihovi ukrepi grejo v smeri podpiranja lenobe. Ne dela. Oni so imeli ideje, da bi delali samo ne vem koliko, 4 dni na teden. Ja, pa še to nevidno delo. Na njihovih ministrstvih delajo v narekovaju od doma. Ne? In doma izgorevajo. Ne? In so doma preobremenjeni. Zdaj se ne spomnim, ampak vse, kar oni predlagajo, gre v smeri podpiranja lenobe. In to je ljudem všeč, pač nekaj procentov ljudem bo to všeč. Dobro, zdaj za konec poglejva še, kaj se dogaja v prestolnici. Namreč takole Janković, župan, je on ali pa posredno to njegovo javno podjetje LPP, podražili so prevoze z mestnim avtobusom na €50 en prevoz in seveda je stranka Piratov že posredovala pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma proti tej podražitvi. Ali mislite, da bodo uspeli? To vam dokazuje, ne, da so čisto vse stranke na nek način demagoške, da poskušajo ugajati ljudem. Ne. Se tudi itak cela ta koalicija poskuša, kako bi rekel, nekaj ljudem dajati, ne, in potem dostikrat pritegnajo, da bi pa, ne vem, Nova Slovenija, SDS bi dali pa še več. Ne. Tukaj se zdaj pokaže, da so tudi pirati pravzaprav taki, ne, da bi radi, da bi bile vozovnice za mestni potniški promet cenejše. Kaj to pomeni? Ne? A to pomeni, da bomo kakšno vrtino nafte, ki je našel, da se bodo avtobusi lahko ceneje vozila? To pomeni, da bo mesto našlo neke načine, kako bo ta promet, bom rekel, z manj avtobusi, z manj šoferji, enako dobro tekel, da bo cenejši? Ne. To pomeni, da tisti, ki plačujemo v Ljubljani komunalne prispevke, ki plačujemo vodo, smeti in podobne stvari, te stvari se nam bodo podražile, zato da bodo lahko subvencionirali mestni potniški promet. Moje mnenje je, da ga bi bilo treba podražiti toliko, da bi odražal ceno oziroma da bi odražal realno komercialno ceno, koliko taki prevozi stanejo. Če seveda ta referendum sploh bo. To je bila zdaj zgolj. Pirati se poskušajo zdaj tudi mečkano pozicionirati v ta slovenski politični prostor, ker so ugotovili, da tukaj na sredini pa je, oziroma da tukaj na levi je, rekel, veliko glasov svobode, ki ne vejo, kam bi šli, in poskušajo z kakšnimi akcijami nas opozoriti. Tisto, kar so komunicirali recimo v zvezi z tem z to evropsko zakonodajo, ki bi omogočala splošno prisluškovanje vsega, kar se na internetu govori. Tukaj smo povsem na isti strani. Tule pa mislim, pač naj vozovnica stane, kolikor stane, zakaj bi iz mojega odvoza smeti subvencionirali avtobuse. No in seveda še zadnja stvar je pa Expo v Osaki. Ta se zapira v ponedeljek, zdaj bo konec tega. Ampak to, kar je pa zelo zanimivo, pa je, da je iz mestne občine Ljubljana šlo 17 predstavnikov na ta Expo in zraven seveda še 9 direktorjev ali namestnikov direktorjev javnih zavodov in agencij, ne. Med njimi seveda tudi gospa Popla Susič, ki je direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana. No, ampak ljubljanski župan pa ni šel, ne. Čeprav bi prav menda se on zdaj uči, kako bo svetoval v Beogradu pri njegovem Expu, on pač je zamudil tole priliko. Zdaj vprašanje je,
Kaj so se oni tam naučili? No, se mi dva veva, to je na nek način nagrada tem Jankovićevim podanikom z enim lepim potovanjem na en zanimiv lep konec sveta. Jaz upam, da so se tam naučili, da lahko uro nastaviš ne samo kdaj pripelje vlak, tudi kdaj pripelje avtobus, kako stvari funkcionirajo, kako je vse čisto, kljub temu, da ni niti ene kante za smeti nikjer v mestu. Ja, pač šli so lepo na izlet na naše stroške. Ja, tudi v Tokio in Kyoto. No, vidite. Ja. Ja. In to je to. Izlet je stal, naj povem, 75.180 evrov. Ja, nagrada za te zaposlene, pa morda bo Janković se vseeno kaj naučil, ker je nek konzultant oziroma bo pomagal pri Beograjskem Expu. Čeprav mislim, da ta dva Expa, ne me sicer držati za besedo, nista na istem nivoju, to je globalni Expo. Ja. Tisto, kar je bo v Beogradu, je pa ena taka franšiza, kako bi rekel, precej manjšega značaja. Ne. Čeprav moram povedati, sem bil pred kratkim v Beogradu po skoraj 10 letih, ne, in tudi v Beogradu se vidi, kako hitro napredujejo drugje in kako je pa v Ljubljani, tako kot je enkrat rekel Edi Rama, ko pridem v Slovenijo, je pa vse isto, ko pride na Bled. Ne. Ja, Albanec. Dobro, dr. Žiga Turk, končajmo s tem Expom, ki se seveda v ponedeljek zapira, kot rečeno, in to je odmev tedna za ta teden. Najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za povabilo. Če ste bili z nami, hvala za pozornost in nasvidenje.